Aktualno na Radiu Evropa 05. Oddajo je omogočil evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič, financira pa jo poslanska skupina Evropske ljudske stranke. Naš gost v studiu Radia Evropa 05 je ponovno evropski poslanec Franc Bogovič. Dober dan, dobrodošli. Lep dober dan. V Evropskem parlamentu zastopate Slovensko ljudsko stranko in seveda delujete v okviru poslanske skupine Evropske ljudske stranke, torej EPP Group. Bogovič, gospod Bogovič, ker ste zelo aktiven evropski poslanec na področju evropske kmetijske politike, ne nazadnje vemo, da delujete tudi v odboru za kmetijstvo in pa razvoj podeželja, enostavno ne moremo mimo zadnjega protestnega shoda slovenskih kmetov, ki je bil minulo soboto. Skratka, so slovenski kmetje po vašem mnenju upravičeno protestirali in postavlja se vprašanje proti komu, čemu, zakaj in ne nazadnje, zakaj je bila udeležba tako mala? Protesti oziroma upozorila na slabo stanje v kmetijstvu so stalnica širom po Evropi v zadnjih mesecih. To je rezultat tega, da so cene kmetijskih pridelkov drastično upadle, ponekod več, ponekod manj. Zato je pravzaprav trenutek, da se upozori na situacijo kmetov zelo pravi. Res pa je, da je potrebno v teh protestih tudi imeti določene cilje in ne nazadnje na koga s prstom pokazati, hkrati pa tudi poiskati rezerve, razloge znotraj samega sektorja. Sem eden tistih, ki vedno poizkušam poleg opozarjanja, kaj je narobe drugje, poiskati tudi pomanjkljivosti znotraj sektorja. Če razdelim, kar se tiče cene mleka, sadja, zelenjave, so kmetje čutili posledico in padca mlečnih kvot, zaprtje ruskega trga, posledično več kot 20% znižanje cen mlečnih izdelkov. Pri sadju zelenjavi prav tako padec teh cen. In v tem delu je to, kar je bilo tudi na protestu, kot nit tega protesta, povezava med slovenskim potrošnikom, med kmetom, o tem, da se pridela in proda čim več Sloveniji pridelane hrane, v Sloveniji eden od ciljev, ki je bil, mislim, da pravilno postavljen in tudi je dosegel ta svoj namen. Drugi problem je razdelitev tega deleža znotraj verige. Ve se, da imajo velikokrat v tem kolaču pridelovalci najmanjše deleže, da si trgovina, tudi predelovalna industrija včasih več vzame in tudi na to pravično razmejitev teh postopkov je bilo jasno opozorjeno. Prav tako na delovanje države, kjer lahko inšpekcijske službe pregledajo, ali je resnično na izdelku, kjer piše, da je to slovensko blago, res slovensko in podobno. Kot sem pa že delal, samo opozarjam tudi na pomanjkljivosti v samem agrarnem sektorju in sam vidim še kar precej rezerv tudi na področju tako organiziranja inštitucij, ki so tudi financirane z državnim denarjem in so v oporo kmetov, od svetovalne službe preko inštitutov, fakultet, kjer mislim, da se vse premalo usmerjamo ciljno k proizvodu, k pridelavi, k dvigovanju tehnologij. Bolj smo se utopili v neki papirologiji in pa iskanju nekih projektov za ljubi kruhek, kot rečemo, za delovna mesta, za službo, ne pa toliko usmerjeno k napredku v znanju. Drugo področje pa je pomanjkljiva organiziranost slovenskih kmetov in sam sem že nekajkrat upozoril, vekolikor se zbere 50 slovenskih občin, naredi skupen javni razpis za kmetijsko blago, se bojim, da se bodo iz primarnega sektorja oziroma zadruge zelo težko prijavile, kajti ta organizacija zelo šepa. Zelo sam tudi z tega mesta in sicer to sva v tej oddaji že nekajkrat govorila, grem v tej smeri, kako čim bolj organizirati slovensko kmetijstvo, ga spraviti na višji konkurenčni nivo in kot enotni nastopati potem na trgu. Kajti danes se vse prepogosto, kad borimo samo proti trgovinskim verigam, ki imajo svoja pravila, tudi organiziranost na visokem nivoju, ne govorimo pa o tem, kako bi, organizirano ponudili slovenskim turističnim organizacijam, kako bi v javnem sektorju organizirali pristop in v tem delu je po mojem prepričanju še veliko rezerv.
ko smo nazadnje se pogovarjala, sva govorila tudi o protestih kmetov tako v Franciji kot tudi v Belgiji pred samim parlamentom. Vemo, da je bilo dokaj neprijetno stanje. Vizavi teh dogodkov sem pričakoval seveda mnogo večjo udeležbo, tudi mnogo bolj konkretne zahteve slovenskih kmetov v sobotnem protestu. Še enkrat vas moram vprašati, udeležba samo v Ljubljani jih je bila 150. To je pravzaprav številka, o kateri ni vredno govoriti. Vizavi tega se sprašujem, kdo bo upošteval pravzaprav te težnje kmetov, ki so bile zanemarljivo malo predstavljene. In na drugi strani mislim, da tu svojo vlogo že nekaj let ne odigra tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Poglejte, prva napaka po mojem prepričanju to je bila ta, da se je organiziralo ta shod na 8 lokacijah, namesto da bi se kmetje zbrali na eni lokaciji. Slišati je bilo tudi te glasove, da je na nek način ta protest nastal malce v spregi ministrstva in pa Kmetijsko-gozdarske zbornice, da so imeli uslužbenci zbornice ključno nalogo, ne kmetje, kar ni v redu. In mislim, da kaže na neko nezdravo stanje in konec koncev, če je protest shod kmetov, kako se pač poimenuje, in na enem od shodov govori kmetijski minister, malce govori sam proti sebi, če me naprašate. Ja. In mislim, da so to stvari, ki kažejo tudi na to, kar sem predhodnem odgovoru povedal, na premalo ciljno usmerjeno organiziranost in strokovnih služb in kmetijskih organizacij in da se pravzaprav ne ve dobro, kdo pije plača. Ja. Mislim, da je tu marsikaj narobe. Pravzaprav tudi smešna situacija. Pravilno ste ocenili, da na protestu kmetov je glavni govorec minister za kmetijstvo, kar je skregano z logiko, če govorimo seveda o težnjah kmetov po boljši ceni, prodajni ceni mleka in seveda tudi ostalih izdelkov in pa proizvodov. Na drugi strani pa me to spominja na tisto komično situacijo, ko je za dan dela na Rožniku govoril predsednik vlade. Ja, mislim, da ste že vi povedali vse, kar je bilo potrebno reči. In če se ne bo nič spremenilo, bo v nekaj letih bodo ti protesti precej ostrejši, vprašanje pa je, kakšno bo stanje v slovenskem kmetijstvu, kajti mislim, da ga moramo v temelju v nekaterih točkah začeti spreminjati in kot sem že dejal, to, kar moramo tudi sami narediti, da bo to kmetijstvo konkurenčnejše in tu je še kar nekaj rezerv. Še enkrat, da ne bo pomote, ob zelo pomembnem dejstvu, da seznanimo širšo javnost okoli situacije, kajti relativno hitro se nam lahko zgodi, če ne bo kmetijska politika pravilna, če ne bo odnos potrošnik kmet pravilen, da bo domače kmetijstvo počasi propadalo, izumiralo in bomo kar naenkrat talci lahko tudi zelo visokih cen pa vprašljive kvalitete. Tako da to, kar se v Evropi danes dogaja, je ta trend poudarjanja lokalne pridelave, hkrati pa na drugi strani visoka profesionalizacija tudi v smeru prenosa znanja, organiziranosti, kar na konec koncev lažje omogoči preživetje kmetov. Ampak vseeno, če imajo kmetje upravičene zahteve, da so odkupne cene izdelkov njihovih sveda preniske, slovenski potrošnik pa tega ne občuti pri prehrambenih izdelkih na policah trgovin. Mimogrede, pričakoval sem na tem zborovanju tudi potrošnike, pa moram reči, da jih nisem videl in pa doživel. Skratka, marsikdo si težko privošči drago hrano, če tudi je domača. Kaj je torej naloga evropske, predvsem pa slovenske kmetijske politike? Pojavljajo se že insinuacijo, da tičijo razlogi tudi v nas samih. Kaj lahko storimo? To vas sprašujem kot europoslanca, kot poznavalca kmetijskih razmer v Sloveniji in kot bivšega ministra v končni fazi. Eno leto sem imel to možnost in sem poizkušal največ narediti ravno na tem, kar sem prej omenil. Boljši prenos znanja v prakso in pa boljša organiziranost kmetov. Tu mislim, da teči tudi ključen problem, s katerim se danes kmetje ukvarjajo, to je velika spremenljivost cen. Vekolikor bi bile te relacije med kmetom, predelavo, trgovino trajnejše, bi bilo možno v tej verigi kompenzirati tudi ta velika nihanja, ki so najbolj neugodna za kmetijsko proizvodno. In recimo zdaj se pojavi krompir, kjer je 8-9 centov po kili dobi kmet,
na koncu pridemo tako daleč, da ti na blagajni za ston dajo 10 kg krompirja. To je eno trgovskih verik imelo takšno akcijo, kjer resnično po mizerni ceni dobijo teh 10 kg. Se pravi, mi moramo narediti en trajnejši odnos, v katerem bo hrana imela neko stalno vrednost, da postane vrednota, in to se lahko naredi, vekolikor ti deležniki v verigi iskreno in dolgoročno sodelujejo. In pri nas manjka ravno te tradicije po dolgoročnem iskrenem sodelovanju, kjer bo na koncu tudi potrošnik prepričan v to, kar na mizi dobi, tako kot je recimo avstrijski potrošnik vezan na avstrijsko hrano, ampak to se goji desetletja in to se goji brez fig v žepu. V tej verigi je bilo vse prevečkrat veliko fig v žepu, pa bojim se, da jih je bilo tudi na tem sobotnem shodu kar nekaj. Z nami je še vedno europoslanec Evropske ljudske stranke, EPP grupa, tudi Franci Bogovič. Seveda ne moremo mimo dejstva, da se sooča Evropa, še posebej pa tudi Slovenija v zadnjih dnevih, tudi danes, praktično z migrantsko krizo. Nepojenja, naval, celo dobivamo informacije, da še ogromno, če govorimo o tisočih migrantov, seveda je že na meji tako Sirije, Iraka, ne nazadnje tudi nižje, ki imajo seveda težnjo priti v Evropo, več ali manj tudi v Nemčijo. Vi ste v prvem begunskem valu obiskali center za begunce v Brežicah, se pogovarjali z lokalnimi predstavniki oblasti, civilne zaščite, policisti in tako naprej. Povejte mi, kakšen je danes vaš pogled na ta problem? Ali mu bomo v Sloveniji kos, oziroma ali sploh vemo, kako varovati šengensko mejo, in tudi kaj bomo z begunci, če jih ciljne države začasno začnejo vračati v Slovenijo. Mimogrede, danes, ko snemava to oddajo, ponedeljek, torej je Avstrija praktično že na tem, da zapre mejo. Begunska kriza se samo stopnjuje. Vemo za izvor krize, vojna, Sirija, Irak, ISIS, cela vrst, nekaj milijonov beguncev, ki so v Siriji, v Turčiji, Jordaniji in pa Libanonu v zbirnih centrih, 4 milijone teh ljudi že od spomladi, in samo vprašanje časa je bilo, kdaj ta val pluskne. Zaradi nesodelovanja, nedogovarjanja med velikimi svetovnimi silami niti konca te vojne, niti dogovora s Turčiji o tem, da bi pomagali Turčiji in pa tem dvem državam, ki sem jih omenil, ker je ogromno teh beguncev, da bi lahko imeli dostojno življenje in da to ni na plečih ene same države. Zagotovo se je zgodilo to, da so v nekem trenutku s tihim ali pa ne vem kakšnim dogovorom se ta vrata odprla, begunci odprej sredozemske poti po balkanski poti, nekaj časa preko Madžarske, sedaj pa ob tej zapori, ki je naredila Madžarska, je tok usmerjen v Slovenijo. Mislim, preko Srbije, Hrvaške, v Slovenijo in naprej. Cela zadeva je za moje pojme zelo po eni strani predvidljiva. Nekateri tiščijo glavo v pesek in predvidljivo v tem delu, da kakšnih večjih problemov očitno da bomo imeli, dokler bodo vrata Nemčije odprte. Trenutku, ko bo v Nemčiji najbrž zaradi njihovih notranjih političnih razmer eventualno prišlo do te zapore, smo tisti, ki smo na tej poti v zelo velikih problemih in pravzaprav ne dajemo niti ljudem jasnih odgovorov kot odgovorna politika, kaj nastane in kakšni so kakšni so načrti za takšne situacije. Sam sem tu, se strinjam tudi s predsednikom Slovenske ljudske stranke Marko Zidaškem, ki je postavil zelo radikalno tezo, da bo potrebno na slovenski meji tudi postavljati zid, ampak bilo govora ravno o tem, kar vi postavljate vprašanje. Kaj se zgodi, ko bo avstrijska meja zaprta? Na tej poti od preko Grčije, Makedonije, Srbije in Hrvaške, ki je usmerjena preko nas do Avstrije, Nemčije, je pa v vsakem trenutku tam do 50 in 100 tisoč ljudi. Pokazalo pa se je v tej zgodbi tudi neusklajenost Evrope kot take. Nedopustno je, da vsaka članica pravzaprav ima svoj red videnja te migracijske krize. Samo poglejmo aroganco Hrvaške proti Sloveniji, recimo. Cela vrsta je teh stvari, ki kaže na neusklajeno delovanje, ki bi v takem primeru zagotovo moralo biti.
Velik problem je to, da je ta begunski val bistveno večji od tistih napovedi, ki so bile. Še spomladi se je govorilo nekaj 100,000 ljudi, zdaj govorimo o milijonu ljudi. Da. In resnično je zame ključno vprašanje, na katerega nimamo odgovora, koliko ljudi bo pravzaprav končalo za njih ciljnih državah, to je v Nemčiji, Švedski, še kateri od teh zahodnoevropskih držav, kajti, kot ste omenili, bil sem v Brežicah o prvem valu, tam je bilo zelo jasno, nihče od teh ljudi ne želi ostati v Sloveniji že takrat. Zdaj vidimo, da nekaj ljudi samo zaprosi za azil in vekoliko se bodo ta vrata v nekem trenutku zaprla, to ne bo samo humanitarni problem, jaz ocenjujem, da to lahko postane tudi varnostni problem. Zato se mi zdi, danes ponedeljek o tem govoriva, naslednji dan bo predvajano oddaja, ampak za moje pojme smo vredni državljani, da nam notranja ministrica, potem minister za zunanje zadeve, ki koordinirata, povedo za scenarije. In jaz si ne znam predstavljati, da mi lahko s hrvaške strani spustimo, 30, 40, 50 tisoč ljudi v Slovenijo, ki bodo tu v neki skupini čakali, da bodo šli naprej. Z tega bo nastal kaos, ki bo presegel lahko tudi kakšne črne scenarije. Tako da tu je treba po mojem imeti jasne odgovore, vedeti na to, kot ste postavili vprašanje, žal tega problema Slovenci sami ne moremo rešiti. To je del širšega evropskega problema. Koren problema je zaustavitev vojne, od tam naprej dogovor s Turčijo o zaustavitvi tega vstopa v Schengen preko Grčije po nekaj tisoč ljudi na dan in koordinirana politika znotraj Evropske skupnosti, kjer pa, kot vidimo, je to zelo različno in žal bo tudi ta poizkus, kjer je recimo se v Evropskem parlamentu sprejel, tudi zdaj na notranji ministri so o tem razpravljali, da se razporedi 160 tisoč ljudi. Iz te kvote mi dobimo 600-800 ljudi. To za Slovenijo ni problem. Sam problem je v tem, da ta begunska kriza, v tej krizi ne govorimo o 160 tisoč ljudi, govorimo o milijonu in lahko še več na koncu, do konca leta in da se zapleta že pri teh prvih 160 tisoč ljudi. Zato mislim, da je ta problem bistveno širši in upam, da se dejansko ključno v tem trenutku zgodi dogovorna relacija Evropska skupnost Turčija in da se ta val zaustavi in da se na nek način izmed teh nekaj beguncev, najbrž pa večina migrantov, ki iščejo boljšo prihodnost, kar jih razumem povsem, ljudi iz Iraka, iz Afganistana, sedaj prihajajo iz Kosova, vse posod, tako da pričakujemo lahko tudi, da bo nekdo v nekem trenutku in to v roku tednov, mesecev naslednjih šel skozi jasen pregled, kdo so ti ljudje, kdo je dejanski begunec, kdo bo ostal, kdo bo dobil azil, kdo bo pa konec konca tudi vračan v državi. In tu se lahko na tej povratni poti zgodi še cela vrsta nepredvidljivih situacij. Tako da nujno rabimo, da se tudi prvič slovenska politika uskladi, da se na tej poti vsi med sabo jasno in iskreno pogovorijo, ne da pride nenapovedan vlak na mejo in tu jih imate in kaj hočete z njimi. Mislim, da to ni vredno našega časa, predvsem pa ne resnosti tega problema, ko prihaja tudi slabše vreme, zimske razmere in ko bo dejansko nemogoče za te ljudi ostati pod mirnim nebom. Jaz moram reči, pred približno mesecem in pol, ko je predsednik slovenske vlade vehementno spregovoril v slovenski javnosti, da je Slovenija pripravljena na sprejem beguncev, sem imel odklonilno stališče in sem tudi po etru poslušalcem seveda povedal, da pravzaprav dvomimo to, da je Slovenija pripravljena in da so usklajene vse službe, od gasilcev do civilne zaščite, do policije, do zdravstvenih služb in moram reči danes, ko se kažejo razmere na terenu, da očitno sem imel prav. Bojim se, da slovenska politika, kar se tiče migrantske krize ali pa migrantov, ki prihajajo tudi v Slovenijo ali so še na poti v Slovenijo, da govorijo več ali manj všečno, evropsko všečno in pa nekaj na pamet. Se strinjam z vami. Ta govorica je premalo odkrita, iskrena in to, da mi smo lahko res pripravljeni in lahko zelo usmerimo tok, tudi 3 do 5 tisoč beguncev, če jih pride v Slovenijo, znamo zorganizirati in popis teh ljudi, oskrbo, pregled in jih peljemo naprej do Avstrije. To mislim, da najbrž je 3 tisoč zgornja meja ali pa še kakšna številka manj.
Nikakor pa ne smemo podcenjevati tega, da se nam lahko zgodi, da mi ne bomo imeli kam s temi ljudmi, ko bodo trkali naša vrata. In izjava bilo koga, ali je to, če hočete, predsednik vlade ali zunanji minister ali notranja ministrica, da smo mi pripravljeni, ne bo odkrita. Mi smo pripravljeni za razmere, katere sem omenil, da smo na nek način da smo neki kretničari ali vlakov, avtobusov in da to usmerjamo, lahko tudi tistih en tok beguncev, ki vidimo zdaj, da je priliv 2 dni, uskrbimo za nek čas v Sloveniji, tu naprej imamo pa v Sloveniji zelo resne humanitarne in tudi varnostne probleme in kot tisti, ki varujemo šengensko mejo, moramo imeti zelo jasen odgovor in ljudje so upravičeni do tega, da jim znajo odgovorni odkrito povedati, kako bomo varovali, koliko bo tu, kakšna bo tu vloga policije, kakšna bo vloga vojske, konec konca tudi skupnih evropskih enot, kajti slišimo, na madžarski meji se bodo države višegrajske skupine organizirale, najbrž smo mi kot braniki šengenske meje tudi potrebno v kakšnem pogovoru z Avstrijci. Kot sem pa že dejal, ključen problem pa je to, da je vedno na tej poti število beguncev, ki se meri v 10 000 in tu je žal situacija toliko resna in tako majhne so kapacitete takšne majhne države, kot je Slovenija, da je izjava, da smo na to pripravljeni, neodgovorna in mora biti popolna, da povemo, na kaj smo pripravljeni, kaj lahko upravljamo, kje so pa lahko tudi veliki problemi. In takrat bomo znali tudi konec koncev začeli iskati odgovor na tiste probleme. Žal pa rajši damo kdaj glavo v pesek in potem nastopijo te takšne okoliščine, okoli katerih nismo govorili ali pa ljudje ne vemo za njih. Da, to je sploh značilnost Slovenije. Evropski poslanec Franc Bogovič je danes z nami, čas je za... Gost v današnji oddaji je evropski poslanec Franc Bogovič. V Evropskem parlamentu, kot smo že povedali, danes zastopa Slovensko ljudsko stranko in pa deluje v okviru poslanske skupine Evropske ljudske stranke. Če nadaljujeva, verjetno bo problematika beguncev in pa migrantov zaznamovala tudi prihajajoči kongres največje politične stranke v Evropi. O tem smo pred nekaj dnevi govorili tudi z vašim kolegom, ki je predsednik ljudske stranke v Sloveniji, danes ste ga že omenili. In Evropska ljudska stranka kot taka seveda ima vizijo tudi za naprej, lahko rečemo dolgoročno. Vi potujete na ta kongres v Madrid, pa mi povejte, kaj pričakujete na njem, glede na to, da so stališča glede reševanja krize, o kateri sva danes kar nekaj spregovorila, tudi znotraj Evropske ljudske stranke seveda različna. Ne? Eni postavljajo žičnato ograjo, recimo Madžari, drugi se zauzemajo za bolj odprto politiko, Nemčija, čeprav čedalje manj. Kongres Evropske ljudske stranke bo zagotovo zaznamovan predvsem z aktualno begunsko krizo, ki se v Evropi dogaja. Pravilno je ta ugotovitev, da imajo tudi članice iste politične skupine, se pravi Evropske ljudske stranke v različnih državah, različna mnenja, nič drugače ni tudi v drugih skupinah. Ne vem, Fico, predsednik vlade Poljske, socialisti, ima povsem diametralno stališče od socialistov in ga želijo izključiti iz svojih vrst zaradi tega stališča. Vendar je treba biti precizen v tej zadevi. Države smo v zelo različnih situacijah. Imamo ciljne države, kot so Nemčija, Švedska in še nekaj teh držav. Nemčija, vemo vsi, da ima demografsko sliko takšno, da če dobijo na leto v Nemčijo do 300 000 novih priseljencev, pa jim bo demografija v naslednjih letih še vedno padla. Nemčija ima najslabšo demografsko sliko v Evropi, zato je nek usmerjen, kontroliran tok ljudi, ki iščejo nove izzive v Nemčiji, za njih povsem normalen. Podobno je na Švedskem, najbrž je pa na Madžarskem, pa tudi v Sloveniji v tem trenutku, ko imamo internih problemov z delovno silo, z brezposelnimi in podobno, da je bistveno težje pričakovati toliko ljudi in pa jih sprejeti, integrirati v družbo in omogočiti dobro prihodnost. Po drugi strani imamo pa med begunci zelo jasen cilj. Njih so 3-4 ciljne države, druge ne želijo biti. Kot sem omenil prej v Brežicah, so povedali, Slovenija je za njih prerevna država.
Ko je bila hrana ponujena, so jo zavračali ali pa celo odprli in zavrgli, ne da bi nedotaknjeno zavračali. In vsem tem se bo potrebno soočiti tudi na tem našem kongresu Evropske ljudske stranke, ki jo pričakujem zelo diametralna ta stališča. Ključno, kar pa jaz mislim, da moramo dobiti zdaj odgovor, je pa to, koliko so pravzaprav te države, ki so ciljne države beguncev, migrantov, kakšno število teh ljudi so še pripravljene sprejeti. Kajti v nasprotnem primeru bomo imeli takšno situacijo, da imamo na eni strani evropsko idejo, kako si bomo begunce razdelili, neke številke, ki so za nekatere nespremljive, te številke segajo samo do 160 tisoč ljudi, na koncu bomo imeli pa, 10 tisoč, 100 tisoč ljudi na evropskih cestah, ulicah, mejnih prehodih, ki ne bodo vedeli kam. In jaz mislim, da tukaj, da na tem področju, tako kot sem predejal za slovensko politiko, tudi za evropske politike, te odgovore je potrebno dobiti. V nasprotnem primeru je imel zelo, zelo velike težave in to, da je Schengen padel, da se Dublinski sporazum naj ne bi več upošteval, pomeni, da se bi ljudje vračali v državo, odkuder so prišli, postavlja nek nov red in neke razmere, na katere odkrito povedano, ko zdaj gledam na to situacijo s prizmo iz evropskega poslanca, te interne pogovore, ki jih imamo tudi v Evropskem parlamentu, lahko zelo odkrito in odgovorno rečem, da te scenarije niso razdelani. In kadar odgovorni ljudje nimajo razdelanih scenarijev za neke situacije, ki so lahko vprašljive, imaš na koncu zelo velik problem. Zato sam nisem eden tistih politikov, ki bi tiščal glavo v pesek, koliko časa lahko, potem pa, kot pravijo, malce niže, što bilo, ampak je treba enostavno te scenarije preigrati in imeti odgovore na vprašanja, predvsem pa mednarodno usklajene aktivnosti. Absolutno. To, kar se nam zdaj dogaja, je pravi kaos. Tako da o tem bo zagotovo govora in tu mislim, da bo zdaj, dajmo reči temu, kdo je že imenuje prva dama Evrope, ampak rečemo vsaj prva dama Evropske ljudske stranke, gospod Angela Merkel, bo, mislim, morala postreči tu z nekaterimi odgovori, kateri še do zdaj ni dala, oziroma tudi oceniti, kakšna je situacija znotraj Nemčije, kajti vidimo, da je znotraj Nemčije že povsem drugačen pogled sestrske stranke CSU na Bavarskem, kot je pogled CDU-ja, ki je po ostalih nemških deželah, kar je zelo normalno. V nekem trenutku, ko je bilo 350 tisoč beguncev po tej balkanski poti prišlo do Nemčije, jih je bilo 270 tisoč na Bavarskem, 80 pa v ostalih deželah. In tu je znotraj Nemčije že problem nastal. CSU-jevi politiki v zadnjih dneh govorijo o tem, da tudi sami so povabili konec koncev gospoda Orbana na neke pogovore. Ampak govorim, ta problem je večplasten in ni enak, ne vem, sedaj v Litvi, Latviji, kot je v Sloveniji, Hrvaški, tako kot ni bilo enako, ko so prihajali preko Lampeduze na Malti, Siciliji in je sedaj. In se pravi, rabimo koordinirane aktivnosti, zagotovo pa bo potrebno pozornosti upravljanja teh migrantskih tokov v prihodnih letih še posvetiti zelo, zelo veliko pozornosti. Ne smem reči, da se veselim tega kongresa, na katerem boste sodelovali, ampak mislim, da je v pravem momentu, če ne mogoče že malo prepozan, da seveda članice Evropske unije, vsaj stranke, katero tudi vi zastopate iz določenih članic, seveda povedo tudi Angeli Merkel ali pa Nemčiji kot taki, kakšno stališče in pa s kakšnimi težavami se srečujejo na terenu v določenih članicah. Mislim, da do tega do sedaj, vsaj v konkretnem, ni bila obveščena. Ja, mi smo v Slovenski ljudski stranki smo prejšnji teden, tudi naš predsednik je dal 2 pobudi. Celo pisal je pismo pobude, ki so poslane tudi predsedniku vlade v smeri organiziranja globalne konference na temo, naj tudi Slovenija mogoče aktivno vlogo kdaj pobere in nekaj na tem področju naredi in da se da celovito rešitev. Ta pobuda je šla tudi na ostale naše
sestrske stranke, članice EPP, in v četrtek zjutraj slovenska delegacija, kjer je 5 delegatov iz Slovenske ljudske stranke, sam sem delegat tudi kot evropski poslanec, se sestanemo s predsednikom Evropske ljudske stranke, gospodom Josefom Dolom, in mu zelo plastično predstavimo, kaj se dogaja. Bojim se, da bo v četrtek zjutraj še dosti več zapovedati, kot je danes v ponedeljek, vemo, in želimo na resnost tega problema tudi prav kot Slovenska ljudska stranka iz Slovenije, z dežele, ki je na poti teh migrantskih tokov, opozoriti našega predsednika. Sicer pa je tej temi so prav posvečeni paneli, tudi resolucija se pripravlja na to temo, zato da resnično pričakujem zelo resno in pa odgovorno debato na tem področju. Za konec oddaje še vprašanje širitve Evropske unije na članice Zahodnega Balkana. Vem, da kmalu potujete spet v Beograd, dejavni ste v delegaciji za stabilizacijsko priključitveni parlamentarni odbor Evropske unije in pa Srbije. Pa me zanima, ali bo Srbija začela z odpiranjem pogajalskih poglavij še letos. Vemo, da obstajajo določene težave, neusklajenosti evropskih politik, nenazadnje tudi težav med Srbijo in pa Kosovom ni na začetku seveda videti v nekem spravnem tonu. Kot ste dejali, sem član te delegacije, prav tako podpredsednik skupine prijateljstva Srbije v Evropskem parlamentu in zelo velik zagovornik tega, da bi se čim prej odprla poglavja ta širitvenega sporazuma med Srbijo in Evropsko unijo. Zakaj? Kajti govorila sva se doslej že o beguncih. Begunski tokovi zadnjih let so bili ključni, da so ljudje iz Srbije in ostalih držav bivše Jugoslavije se trumoma odseljevali proti Zahodni Evropi. Danes lahko celo pridejo na listo varnih držav ali pa so na listi varnih držav in se bodo ti ljudje morali vračati in dati prostor nekaterim drugim. Razlog je pa to, da enostavno ljudje na teh območjih nimajo enakih pogojev za prosperiteto, za razvoj, za življenje, kot jih imamo ostali. Tudi znotraj Evrope velika razlika, Srbija pa še toliko bolj zadaj. Zdaj je ta proevropska pot, ki jo predsednik Vučić uprizarja v zadnjih letih, nujna. Zavedam se še za velike manjke, na demokratične manjke znotraj same Srbije, vendar je prav postopek odpiranja in zapiranja poglavij, postopek, v katerim je treba takšne zadeve enostavno izboljšati in narediti družbo bolj demokratično in hkrati pa tudi upoštevati neke lokalne razmere, ki so za vsako državo značilne. Srbija je naredila v smeri proti odnosom s sosedami, vključno s Kosovim, zelo velike korake naprej. V zadnjih dneh slišim, da nekateri celo pogojujejo priznanje Kosova pred odpiranjem poglavij. Samo ocenjujem, da je to neproduktivno, škodljivo. Poznam, toliko lahko rečem, da poznam razmere v Srbiji, da če bo ze strani Evrope postavljen ta pogoj, bo v Srbiji zopet prevladala nacionalistična nota in se bodo mirno poslovili od dogovorov z Evropo. Bojim pa se in izkušnje in zgodovina nam pravi, da balkanski lonec je vedno takšen, da lahko dobimo kakšne varnostne probleme iz tega prostora. Vemo za zgodbe iz 90-ih let in zdaj vidimo, kaj se dogaja, če se v Siriji vrši vojna. Kolikor je ta zadeva bliže, imamo tudi mi zelo velike posledice. Zato mislim, da je za širitveni proces Evrope, za to, da bodo ljudje imeli bolj poštene, bolj normalne pogoje za delo, zelo pomembno, da pride do tega odprtja poglavij in da se ta proces čim prej začne. Po vsem tem, kar je Srbija v zadnjih letih naredila, tudi v pogovorih s kolegom Davidom McAllisterom iz Evropske ljudske stranke, poslancem iz Nemčije, ki je stalni poročevalec za Srbijo, v pogovoru z ljudmi iz komisije, zdaj smo imeli te pogovore v Bruslju, vsi zagotavljajo, da je njihova ocena, da so tisti predpogoji za začetek in odprtje poglavij narejeni, je pa na koncu to zdaj odločitev ne niti v rokah komisije ali parlamenta, ampak sveta, se pravi držav članic. In upam, in tudi velika večina držav članic je trdno na tem, da bi naj se to poglavje letos odprla in upam, da kot smo dejali v parlamentu, da dobimo ta odprtje prvih poglavij že do krščanskega božiča, ne do pravoslavnega, se pravi še v letošnjem letu.
Franc Bogovič, hvala lepa za udeležbo v tej oddaji in seveda tudi za poučen pogovor. Hvala tudi vam za prijeten klepet. Hvala. Oddajo je omogočil evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič, financira pa jo poslanska skupina Evropske ljudske stranke. Aktualno na Radiu Evropa 05.